Ja, sigurno, da se je spraznil. V zadnjih 2 letih smo izgubili kar konkretno število varovancev. Bolj, ko so se bližale volitve, manj jih je bilo. V enem momentu me je celo zaskrbelo, da nimamo kakšne luknje v ograji. Potem jih pa zagledam, lumpe, kako se mi smejijo iz predvolilnih plakatov. Se opazja, da so te politično-gospodarski kadri malo zginali, na hodniku tišina, jedilanci nobenega prerivanja. Zdaj so ostali v glavnem te morilci, nasilneži, ta scena je ful bolj pozitivno vzdušje. Je pa zanimiv, ker jih poznaš sami sklej, pol ti pa naenkrat vidiš na televiziji, on kao svetuje vladi ali pa v nekem odboru, kar malo ti je tako, mislim, jaz sem tega modela ob steno tišču, veš, nek VIP moment, mislim, kar nobel se počutaš. Po mojem mnenju politik, ki nima izkušnje zapora, nima kaj početi v parlamentu. To je praktično osnovna šola za njih. Tukaj pridobijo bazične znanja. To, da nič ne smeš, pa vseeno poskusiš. To, da se da vse zmeniti samo, če poznaš ta pravi ljudi. In to, da lahko dobiš karkoli, samo ima pa svojo ceno. Evo, zdaj sem že 3 mesece na usposabljanju. Delal sem za eno firmo od bratranca, od predsednika stranke in imel sem to srečo, da sem nekaj podpisal. So uleteli kriminalisti in sem dobil let pa pol zaradi goljufije. Ja, moram reči, da je fantastično. Pa koga vse tukaj srečaš? Mislim, to je dobesedno, kdo je kdo davčnih utaj. Vsak dan si lahko 1 na 1 s tipi, ki so šli prevzemati milijonska podjetja, čist brez keša. Mislim, kje še lahko igraš basket s človekom, ki je mogoče dolžen državi par milijonov evrov. Mogoče pa ne, odvisno kdo je na oblasti. Ja, ko pridem ven, računam na kakšno mesto na ministrstvu. Ali pa v pisarni evropskega poslanca. Ja, bi se kar spodobili. A ne? To je dobesedno trening za parlament. Večino časa je dolg čas, majhne sobice, skozi v njih z istimi sumljivimi ljudmi, država ti pa priskrbi za jest pa za spat. Pa v obeh primerih te čuvajo policaji, tukaj pred pobegom, tam pa pred ljudstvom. Edina razlika je, da imajo v parlamentu za služben prevoz Audije, tukaj pa marico, ampak se hitro navadiš. Ni pa zapor lahka stvar, mislim, tako kot ime pove zaprci. Tu, če si politik, si pač not, če nisi glih odzun na nujnem sestanku. Ali pa v prvi vrsti na državni proslavi. Ali pa nek pri zdravniku. Ali pa na basketu. Skratka, ni to hec. Glede na prosta mesta smo razmišljali, da bi začeli tržiti celice kot nadstandardne študentske sobe. Opcija je bila tudi, da bi jih začeli filati s kakšnimi novinarji. Na Kitajskem je ta sistem kar v redu deloval. Ampak glede na izkušnje, naši politiki pa gospodarstveniki se zelo radi vračajo sem. Tako da jaz mislim, da je to samo faza in bomo kmalu spet polna bajta. Se vidimo. Subscribi se, subscribi se, subscribi se, subscribi se! Koga čaka? Subscribi zdaj! Takoj se subscribi!